lep dober dan vsem poslušalcem, vsem gledalcem. Zdaj najprej bi se rad zahvalil tudi Zonu, no, da ste nas povabili. Taka super stvar se mi zdi tale 12-urni podcast. Nekaj tazga, ker v naših koncih v bistvu še nismo doživeli oziroma videli. Tako da res hvala lepa. Zdaj imam pa na moji strani oziroma na drugi strani mikrofona že pred mano direktorico Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje, gospod Tino Molk. Tina, kako ste najprej? V redu, hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi. Mislim, da je danes kar ta prav dan, da še tule zdajle malo povemo kaj več o našem zavodu. Tako, meni se zdi tudi super. Sonček je, lep vreme, taka pozitivna energija. Že tudi izhaja tukaj. Zdaj pa najprej bi rad začel sam na neki kratki predstavitvi, no, kdo je Tina Molk, ki jo poznamo. Aha, ok. Ja, mislim, jaz mogoče zdaj, ljudje me poznajo iz različnih vlog, ne. Moram reči, da mogoče sem res kar vsestranska oseba. Danes v bistvu pač tukaj predstavljam tudi Zavod za mladino, šport in turizem, direktorica sem že zadnjih 6 let. Prej sem bila direktorica tudi 10 let že kulturno-rekreacijskega centra Hrastnik, sicer pa moj hobi je plavanje, včasih sem trenirala plavanje, tako da v vodi sem zelo doma. Po drugi strani bila sem dolgoletna podpredsednica in predsednica nogometnega kluba Hrastnik, mislim, da je vse skupaj kar 16-17 let, tako da tudi na tem področju sem zelo aktivna. Drugače pa, ne vem, lahko se pohvalim, da sem mama 4 otrokom, zdaj so že to odrasli otroci, in vsekakor sem ponosna tudi na to funkcijo. Ja, vsekakor. Zdaj v bistvu ravno kar poteka tudi svetovno prvenstvo v nogometu, vem, da ste izhajate ste vzgojeni tudi v zelo športni družini, tudi vzgajate otroke v športnem duhu. Zdaj, kakšna je trenutna situacija, kdo za koga navija, kdo bo letošnji prvak? Zdaj to govorimo o družini. V družini smo zelo na različnih straneh. Jaz vedno navijam za tistega, ki je najboljši, rada pa pokomentiram tudi za tistega, ki ima najlepši dres. To mi je pomemben. In kdo je zmagovalec v tej kategoriji? Najlepših dresov? Tako. Ja, mislim, da nisem vseh tekem gledala, ampak ponavadi so mi všeč barve Anglije. Ne? Včeraj smo gledali, spremljali to tekmo. Drugače pa no, če lahko rečem, nekako smo različnega mnenja, navijamo za različne nasprotnike, zato je tudi bolj zanimivo spremljati te tekme. Sledila sem nekako v medijih, da Španiji so nekako najbolj naklonjeni, da so favoriti, od začetka ne vem, če so se pokazali. Bomo videli, pustimo se preseneti, tudi afriške države niso slabe. Tako pa ostaneva še malo pri športu. Vi ste trenirali plavanje, včeraj ste mi povedali tudi neko zanimivo zgodbo, ne, da ste vi kot tekmovalka že plavala v trboveljskem bazenu. Ja. In kako se v bistvu to so obrali, zdaj pa v bistvu vi ste kot upravljalec zavodno, kot upravljalec tega bazena, v katerem ste tekmovali. Mislim, to je res kar zanimiva zgodba, ne, kako te življenje zapelje svojo pot. Zakaj to Lučkin memorial bo potekal jutri v Trbovljah, ne, na letnem kopališču Trbovlje. V bistvu že dolga leta, mislim, da je tudi to tekmovanje z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Tako da veselim se vedno tega tekmovanja, ker sem bila pač tudi mala deklica, ko sem prihajala sem kot tekmovalka, takrat še pri plavalnem klubu Triglav Kranj, namreč rojena sem v Kranju, moja mama je Kranjčanka, oče je Hrastničan, zato smo se tudi potem še v osnovni šoli preselili v Hrastnik. In ja, zanimivo je spremljati ta tekmovanja tako dolga leta in predvsem tudi zdaj iz druge strani. Se pravi, najprej sem bila tekmovalka, potem sem v bistvu, ko sem začela ker trenirala sem tudi pri takratnem Rudis Rudar Trbovlje. Takrat sem v bistvu potem nekaj časa bila tudi trenerka, pa sodnica. Tako da res me plavanje spremlja že dlje časa. Zdaj sem povsem drugi vlogi, zdaj pripravljamo bazen, da je v bistvu pripravljen za vse te tekmovalne zadeve. Skratka, veliko tega je in veseli me, ko pride spet cela Slovenija, se pravi klubi iz cele Slovenije pridejo na to tekmovanje. In kar nekaj tam trenerjev je v bistvu trenerjev, ki jih poznam, ker so bili moji soplavalci, ne, iz takratne generacije, tako da
Res se veselim tega tekmovanja jutri. Ja. Ja, tako jutri bo potekal Lučkin memorial. V bistvu zdaj po ozadju neke priprave za sam bazen. Bazen je odprt seveda tudi za javnost, z izjemo z jutrišnjim dnem se zapre zaradi potrebe tekmovanja. Zdaj gledalce verjetno zanima, kaj vse v bistvu gre v to pripravo bazena, ki jo obiskovalci ne vidijo. Kako kompleksna je ta stvar? Ja, mislim, sej tu je pa res v bistvu zgodba priprave takega bazena. Naš bazen je pač letno kopališče, zunanji bazen, veliko zunanjih vplivov je zraven vključenih. V bistvu je tudi pomembno povedati, da v bistvu mi začnemo s pripravo že v prvih mesecih, se pravi januar, februar, pregledamo vse, kaj kako, marca se začnejo že temeljite priprave. In preden mi bazen odpremo, mi smo namreč bazen odprli v prejšnjem tednu, veseli nas ta vročinski val, ki prihaja, ker se nam to zelo pozna. In imamo zdaj, moram reči, da imamo trenutno bazen poln s šolarjem. Tako da v bistvu same priprave bazena potekajo res temeljito od meseca marca. Tukaj je in strojnica, in keramika, in priprava okolice in vsega. Mislim, da se ljudje kar ne zavedajo, koliko tega je, ne? Ker poslušamo kritike, zakaj pa bazen že ni 1. junij odprt. Ne? Tukaj so še zunanji vplivi, tudi temperature. Mi smo sicer nekako terminsko se vedno tako osredotočimo, da s 1. junijem imamo nekako že vse pripravljeno, ampak potem je seveda te zunanje temperature pač tega ne omogočajo. Mi imamo sicer možnost ogrevanja temperature kopalne vode, zelo velika polemika je okrog teh temperatur. Jaz bi tako rekla, no, da v bistvu je temperatura, ki je trenutno, se pravi nekje, zdaj s tem vročinskim valom se še segreva, ampak temperatura okrog 24 stopinj za zunanji bazen je primerna temperatura za kopanje. Ne? Gre tudi za to, da razvijamo termoregulacijo. Ne? To mogoče marsikdo ne ve, da v bistvu, če ti gibaš v vodi, če plavaš, je v bistvu lahko večja težava, če je temperatura vode pretopla, če se želiš ohladiti. Je tudi to pomemben dejavnik. In pa še kvaliteta je pomembna, ker višja temperatura prinese tudi v bistvu pač razne nečistoče. Ne? Tako da je zdaj trenutno, ko prihaja vročinski val, se še ogreva voda, mi poleti vedno po potrebi, če je potrebno še kakšno stopinjo dogrevamo, ampak več kot to, kar se nam ne zdi smiselno, pa ne, zato ker ljudje se pridejo na bazen ohladiti. Nismo pa pač mi terme. Terme imajo drugo funkcijo in se mi zdi pomembno, da ohranjamo to, da imamo olimpijski bazen, 50-metrski, ki je namenjen tudi rekreativcem, tudi tekmovalcem, plavalcem in je seveda na voljo tudi za taka tekmovanja, kot bo to jutri. Ja, seveda, in to je idealni pogoji so, kot ste že omenili, za ohladitev, in ker prihaja vročinski val, lahko povabimo gledalce, poslušalce tudi, da se oglasijo na našem bazenu, da se ohladijo. In tudi cenik, se mi zdi, da cene so zelo ugodne v primerjavi. Ugodne, nespremenjene. Mogoče bi pa pač tudi tukaj izpostavila, no, da vsako leto pripravimo tudi kar en tak program, ne samo plavalnih aktivnosti, ampak tudi ob vodnih aktivnosti, zato da ljudem ni dolg čas, če pridejo za cel dan na bazen. Pa kar mogoče bi še izpostavila tudi je to, da dejansko smo res tudi zelo aktivni pri teh plavalnih tečajih. Tudi lahko povem, da sem sama tudi učiteljica plavanja. Mogoče za čistko za informacijo, še da povem, da sem mislim, da zdaj pa že 20 leti tudi ustanovila šolo plavanja v Hrastniku. Takrat smo začeli v Hrastniku. Začeli smo najprej s plavanjem dojenčkov in malčkov, to še vedno izvajam, ker sem pač tudi usposobljena za plavanje dojenčkov in malčkov. Tako da res poznam vse, bom rekla, pozitivne strani vode in pa vseh teh, tako da res ta program, ki je sestavljen tako, da je za vsakega nekaj. Ne? In tudi razumem ljudi, da gledajo vsak na svojo stran, ampak mi pa vendarle moramo kot upravljavci gledati, da smo za vse na voljo in da je program sestavljen v bistvu za vse. Ravno kar so pri programu, rad bi še omenil, da bodite pozorni danes na naše Facebook profil oziroma na naše družbene omrežja, na našo spletno stran, kajti program je že sestavljen in je potrjen tako, da bo objavljen danes tekom dneva. Se pravi, spremljajte nas na
profilu Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje. Zdaj pa, če če ostanemo tukaj pri samih dogodkih, zdaj vemo, da pokrivamo ogromno različnih tematik, od športa do mladine, pa celo do turizma, ne. Zdaj, kaj pa dogodki za mlade čez poletje? Ja, kar veliko teh dogodkov je. In tukaj v bistvu res se trudimo, imamo res močno ekipo na področju mladinskega dela. Jaz sem res vesela, da v bistvu so tako samoiniciativni, da res v bistvu prepoznavajo, kaj je v bistvu potreba mladih v lokalnem okolju, ker to se mi zdi, da je v bistvu zelo pomembna stvar. Nimamo vsi v bistvu enakih želja v vseh lokalnih okoljih in pri nas je veliko tega tudi uličnega mladinskega dela, veliko aktivnosti, kjer pozivamo mlade. Res sem, bom rekla, kar žalostna, kadar, ne vem, poslušam, ravno prejšnji teden je bila pač konferenca v Trbovljah in v bistvu so mladi tudi povedali svoje potrebe, da ne prepozna, ali pa da redko kjer prepozna, da lahko pridejo tudi na druženje v mladinski center in da lahko tam so ustvarjajo program, ne. To, kar mi vedno poudarjamo, je to, pridite, povejte, kaj naredimo za vas, pa se bomo v bistvu tudi v to smer usmerili, ne. Trenutno imajo, se mi zdi, mladi kar malo težave tega druženja, družijo se v zelo majhnih skupinah, niso toliko zainteresirani za neke te neformalne delavnice, tako da tukaj v bistvu res delamo mi veliko na tem in se mi zdi, da je treba ne samo spodbujati, če na eni strani v bistvu pač imamo tudi in zapolnjujemo tudi to vrzel, te psihosocialne svetovalnice, ki jo v bistvu tudi imamo na voljo, ne, za mlade. Mi imamo pač zaposleno osebo, ki izvaja tudi te programe, ne. Predvsem, da mlade vključimo v to, da postanejo aktivni na različnih področjih, kot smo že prej rekla, ne, pokrivamo tako šport, ne vem, kot pač to mladinsko delo, tudi s kulturo se veliko povezujemo, imamo turizem in v bistvu lahko vsak najde nekaj zase, no. Ja, če smem ta trenutek še izkoristiti, danes povabil v bistvu vse, ki želijo videti, kako poteka mladinsko delo oziroma želijo postati prostovoljci oziroma prostovoljke. Ob 18. uri v klubu ZMŠT bo potekal prvo informativno srečanje za vse bodoče prostovoljce, tako da oglasite se pri nas, izvedeli boste veliko dobrega, veliko novih stvari. In vedno je pri nas, oziroma odlično vzdušje je vedno pri nas, tako da vabljeni. In odprta vrata za vse. Tako. Odprta vrata za vse. To je pomembno, da ponavljamo, da v bistvu, jaz bi tako izpostavila, ne, da ta generacija ima prav gotovo druge potrebe, kot jih je imela mogoče prejšnja, ali pa še prejšnja, ali pa celo naša, ne. In moramo jim pustiti, da v bistvu pridobivajo svoje izkušnje. Zelo so mi ostale besede direktorice Urada za mladino, magistrice Tine Kosi, na zaključne konference, ko je rekla, kaj za vraga je v bistvu se zgodilo nam, staršem te generacije, da svojim mladim, svojim otrokom ne pustimo, da pridobivajo svoje lastne izkušnje. Ne vem, če to veste, ampak pravijo nam generacija v bistvu ratrak staršev, ne? Ali pa buldožerjev, ne? Ker hodimo pred otroci in vse orjemo ledino in v bistvu pripravljamo teren za njih, ne? Ampak zgodi se to, da ko se enkrat postavljajo na svoje noge, nimajo nobenih izkušenj in v bistvu je lahko za njih velik problem, ne? In dejansko v bistvu moramo jim pustiti izkušnje, moramo tudi pustiti, tudi mi smo se zmotili kdaj, večkrat, in prav je, da tudi njim to dovolimo in da poslušamo njihove želje in njihove interese in da v bistvu to prilagajamo zdaj njim, ne. Zdaj v bistvu prihaja njihov čas in prav je, da v bistvu jih vključujemo. Tako, super, evo, se strinjam, odlično so to povedali. Lahko povemo še to. Tudi ti si eden primerov, ki si začel na drugem delovnem mestu, pa v bistvu nekako svojo kariero gradiš pri nas zdaj. Tako, ja, jaz še izhajam iz moje izkušnje, jaz lahko povem, da je res izjemna izkušnja, pač v bistvu rasteš skupaj z nekako zavodom, ki ti da nekako kar proste roke, dovolj proste roke, zato da lahko ustvarjaš, da si v bistvu si zgradiš neko samozavest, nek krog poznanstev in
bi se rad na tem mestu tudi vam zahvalil. Ja, za to. Hotela sem samo izpostaviti v smislu, da nam je res dobrodošel vsak in za vsakega, ko v bistvu mu nekako pomagamo, da ugotovi, kdo je, kaj želi in da mogoče tukaj od nas gre potem naprej graditi svojo kariero, smo za vsakega zelo veseli. Mi imamo zelo svetle točke in smo ponosni na njih. No? Predvsem na te, ki res pridejo, ki osebnostno ne vejo točno, kam sodijo, pa potem v bistvu res zrastejo neverjetno visoko. To so svetle točke. Tako, super. Evo, če ostanemo pri svetlih točkah, zavod je v bistvu tudi akreditiran za te izmenjave, mladinske izmenjave Erasmus Plus in ESC. Če lahko več poveste o tem, da v bistvu... Ja, res je. Naš zavod je zdaj že pa kar nekaj let, v bistvu imamo znak kakovosti, tako za te prostovoljske projekte, izvajamo tudi Erasmus Plus izmenjave, vsaj 2-krat letno. Tam smo tudi akreditirana organizacija, seveda nam to omogoča ravno to, da imamo dobro infrastrukturo okrog sebe, ker nimajo vsi v bistvu vsega tega na voljo, kar imamo mi. Tako da to dejansko je ena dobra stvar. Mogoče bi pa vse na tem mestu tudi izpostavila, da se v bistvu vedno bolj moramo truditi za te skupine prostovoljcev mladih, da odhajajo v tujino, da v bistvu te skupine za izmenjave tedenske Erasmus, ravno tako nekako mladi, pač kolikor jaz zaznavam, nimajo več nekih potreb po takih stvarih. Dejansko imajo sofinancirano vse in bivanje in prevoz in samo organizacijo. Je pa res, da na takih izmenjavah ali pa konec koncev tudi teh prostovoljskih udejstvovanjih je pač potrebno mogoče pa tudi kakšen program pač tudi slediti, pa ne vem, biti na kakšnih delavnicah, ampak to niso, bom rekla, šolske zadeve. To so v bistvu zadeve, če te tematika zanima, pač neke izmenjave, je to v bistvu zelo dragocena izkušnja. In tukaj bi si pač želela, da bi mogoče lažje dobili te naše mlade, da bi tudi odhajali kam v svet, ker to je le za kratek čas, zato da sploh vidiš, kako stvari tečejo še v svetu. Jaz vedno verjamem v to, da moraš po svetu, da vidiš potem, koliko je lepo šele doma. In se mi zdi to kar pomembna stvar. In da sploh vidiš dejansko, kaj vse tukaj imaš, česar drugi nimajo. To premalkrat gledamo na to, ampak seveda, če teh izkušenj nimaš, če si, bom rekla, kar nekako bolj izoliran od vsega dogajanja, je najlažje reči, sej nič ni, se nič ne dogaja, pa nikamor ne morem. Tako, ja, mladi si v bistvu pridobijo neke neformalne izobraževanje oziroma neke izkušnje, ki potem veljajo za celo življenje, se meni zdi. Zdaj, v primeru Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje je v bistvu za te izmenjave zelo dobro poskrbljeno, kajti v isti hiši, kjer se ponavadi izvajajo aktivnosti, imamo tudi hostel, kaj ne? Ja, to je res, ja. Hostel je sicer tudi neka, bom rekla, dejavnost našega turizma, ampak po drugi strani pa seveda to, kar sem že prej omenila, infrastrukturo imamo, pri nas bivajo potem te, ki prihajajo, tudi v drugod. Ravno zdaj zaključuje skupina prostovoljcev iz večjih držav. Jaz verjamem, da so na Trbovljem bili navdušeni. Zanimivo mi je to, če zdaj rečemo Hrastnik ali pa Zasavje ali pa Trbovlje, Sesen. Vedno govorimo o tem, kako smo v bistvu nekako vse temno, črno, umazano, pa dejansko ni tako. Ko prihajajo od drugod k nam, oni vidijo predvsem vse zeleno in vse to, da imamo vse blizu in da je vse v bistvu na dosegu. In tudi to, da imamo mi ta naš hostel, mi imamo pač hostel za 24 ležišč, včasih nam je že kar majčken premajčken, ampak dejansko jaz mislim, da je kar tudi lepo vzdrževan, urejen. Tako da tudi tega hostla, če že zdaj govoriva o hostlu, se poslužujejo tudi raznorazna podjetja za svoje poslovne partnerje. Imamo tudi veliko takih enodnevnih turistov. Tako da imamo zdaj v tem času kar precej zasedeno. Ja, blizu hostla pa je tudi kavarna, se pravi, lahko te udeleženci oziroma obiskovalci hostla lahko zjutraj si privoščijo svežo kavico. Ja, seveda, pa ne samo te udeleženci, tudi vsi drugi. Ravno danes je na tak dan, da sem prej, ker imamo pač pisarno
nad kavarno gledala ven, vrt popolnoma poln, mi imamo, mislim, da zdaj trenutno, ne vem, 16 miz zunaj. In v bistvu veseli me to, ne, da je to v bistvu ratal kot nek prostor druženja. Ne. Seveda smo znani po najboljši kavi v mestu, ne, to se moram pohvaliti, ampak sicer radi zahajajo, kljub temu, da je bilo prvotno zamišljeno, da je v bistvu ta kavarna samo neka podpora hostlu, se pravi, da bojo to 3-4 mize, smo to res nekako uspeli zdaj, bom rekla, narediti za širšo publiko, ne, če to se tako izrazim. Na eni strani imamo, bom rekla, zelo veliko in upokojencev in mladih mamic in na drugi strani tistih, ki si med službo privoščijo čas za kavico. Tako da imamo, ampak seveda verjamem, da je to tudi posledica tega, da imamo veliko raznih aktivnosti oziroma prireditev. Zdaj mogoče, če smo že ravno pri kavarni, ne smemo pozabiti, poletni oder se bliža, ne? Naslednji vikend. Res je to, da smo včeraj, je bila tudi otvoritev Rdečih revirjev v Trbovljah, smo že imeli aktivnosti oziroma so bliže neki dogodki, tudi danes nadaljujemo, pa tako še jutri potem. Tako da se dogaja. Nekako smo res, bom rekla, se uspeli združiti z Delavskim domom Trbovlje, ki je pač soseden objekt in tudi soseden zavod, da nekako te programe izvajamo skupaj. In jaz verjamem oziroma ocenjujem, da so v bistvu zelo lepo sprejeti tudi med ljudmi. Nekako komaj čakajo vsi, da pride program ven in ne glede na to, kakšno zvrst v bistvu ponujamo, ne? Ali gre to za jazz, ali gre za rockovec koncert, ali je to za stand-up, ali pa še marsikaj drugega. Vedno se najdejo ljudje, ki pridejo to gledati in poslušati. In to nas res veseli, zato ker v bistvu tukaj na ta način res čutimo podporo, ne? Da nekaj, kar delamo prav. Ja, v zaključku prejšnjega tedna, ko smo ravno pri dogodkih, se odvijal tudi sejem turističnih ponudnikov. V sklopu LAS projekta. Zdaj, če se ostava še tukaj, v bistvu na LAS projektu, in kaj vse to prinese Trbovljam oziroma lokalni skupnosti. Ja, jaz sem res vesela tega projekta LAS. Turističen plec smo imeli, ne? Za tiste, ki mogoče niste bili, bomo še izvedeli, ker je bilo v bistvu res dobro sprejeto in smo tudi rekli, da mogoče bi mogli vsaj 2-krat letno to izvajati. Tako da v bistvu v okviru tega projekta LAS zdaj mi ponujamo 5 gorskih električnih koles. Tako da vabim vse, ki jih to zanima, naj se obrnejo na nas, lahko si sposodijo pač ta kolo. Mi sicer v sklopu tega projekta bomo tudi izvedeli vsaj 4 kolesarske ture. Eno smo že, ravno ob tem dogodku. To je bilo na Sveto planino, sicer bo zdaj še na druge zasavske hribe, ker pokrivamo regijsko. Tako da v bistvu mislim, da je kolesarski turizem tudi tisti, ki v bistvu pri nas pride upoštev. No? Ker glede na to, da imamo pa hribe, moramo se res v bistvu usmerjati tudi ta električna kolesa, ki so res zdaj dodana vrednost v družbi. No? Lahko povem, da pred leti sem nekako želela kolesariti, pa kljub temu, da sem bivša plavalka, pa bila nekako v športu, se tukaj not nisem najdla, pri tem pa sem se. Pri tem električnem kolesu pa res uživam, ker spoznavaš naravo, ker lahko greš v bistvu tudi malo daljše razdalje. In jaz še vedno zagovarjam, čeprav vem, da so nasprotniki tudi tega, ki pravijo, da pač to ni kolesarjenje, a ne? Zagovarjam to, da je boljše iti na električni kolo, ker doma sedeti na kavču in gledati televizijo. Ja, tako. V bistvu ste že sami omenili hribov tukaj v tej dolini zasavski. Nikakor ne zmanjka, tako da mislim, da kolesarski turizem je nekako v vzponu. Tudi vi, tako kot ste že omenili, rada kolesarite. Zdaj, če bi mi lahko v bistvu še tukaj zaupali tisto dobro anekdoto, no? Ker ste že včeraj povedali, kaj se vam je pripetilo. Je res zanimivo, ne? Ko začneš v bistvu enkrat mogoče na enem področju malo več, se pač neke stvari tudi dogajajo, ki jih prej ne pričakuješ. Ne? Ja, in mi zdaj že 3 leta zapored, v bistvu pač tudi v času počitnic, ko gremo na dopust, kolesarimo z električnimi kolesi, seveda gremo na Hrvaško, v Dalmacijo ali pa pač nekam bolj dalj. Ravno v bistvu, zakaj je zdaj ta zgodba zanimiva, ne, kako rataš pozoren na nekatere stvari. Zgodilo se nam je namreč, nas je 5 parov prijateljev, se pravi 10 kolesarjev, ki smo v bistvu kolesarili po raznih otokih Dalmacije in pa tudi pač, ne vem, po nekih večjih krajih srednje Dalmacije.
Skratka, šli smo na eno turo, mi se vedno pripravimo, zorganiziramo, kam gremo, imamo tudi vodja ekipe, ki pač predlaga neko ruto. In zgodilo se nam je namreč, da smo pač zašli in ker smo pač se počutili, da smo že eksperti, smo vzeli neko ekspert turo, na kateri v bistvu smo na koncu bili vsi srečni sploh, da smo preživeli, ker smo v bistvu zašli in smo se po nekih velikih skalah, poznate, kako v bistvu to po raznih otokih poteka, ne. Skratka, šli smo po strmini navzdol, po skalah, vsi preluknili gume, in dejansko imeli to že največji izziv, kje bomo zdaj to vse skupaj uredili. Smo uredili, vsi smo preživeli, ampak v bistvu ta prvo, ko smo prijavljali ta razpis na las, sem pač opozorila, poleg tega, da rabimo pač polnilnico, rabimo tudi servis in tudi takale stvari zraven, da pokrivamo, in tudi to bo zdaj v tem sklopu tega projekta. Zdaj, ko sem omenila pa polnilnico, sem se pa ravno še nečesa spomnila. Ja, tudi take izkušnje imamo zdaj, da vedno imamo tudi nekoga s kolesom, ki ima že na svojem kolesu zajlo, kako se to pravilno reče. Ne? Vlačilno zajlo. No, recimo. Ja, in tudi se nam je že zgodilo, ko komu baterije zmanjka, seveda pač nekdo vleče lahko drugega, ne. Tako da ja, so izkušnje in te izkušnje v bistvu ti prav pridejo tudi na takalih projektih, ki jih potem začneš sam izvajati. Bi pa mogoče omenila, no, ker smo ravno pri teh kolesarjenjih, pa pri razvoju tega turizma tudi v kolesarstvu. Tudi občina Trbovlje ima preko Interrega en zanimiv projekt, tudi sama sem bila udeležena zdaj v bistvu na začetku, ko smo že začeli to v bistvu izvajati. In sicer to je projekt s kolesom iz Trbovelj do Malega Lošinja. In tudi v sklopu tega projekta, to je v bistvu projekt, ki ga je prijavljala in bila v bistvu uspešna občina Trbovlje, bomo mi dobili kot zavod še dodatnih 6 električnih koles. Se pravi, mi bomo imeli zdaj 11 koles na voljo za izposojo. In res verjamem, ker se nam nekako zdi, da tukaj na tem področju pa ljudje kar povprašujejo. Imeli bomo tudi kolesarnico, zdaj po ta novem postavljeno poleg našega v bistvu hostla. Imeli bomo polnilnico in imeli bomo servisno postajo. Tako, vse super. In imamo tudi postajo Trajbi na vrhu, ja, tako da za tisto mestno vožnjo pa lahko v bistvu tako obiskovalci Trbovelj kot domačini uporabljajo naš sistem Trajbi, v katerega se lahko vpišete tudi pri nas. Zdaj, v bistvu, če ostanemo še malo pri športu, pokrivamo tudi šport. Ena od dejavnosti je namreč pokrivanje športa, imamo razne dogodke, imamo pa tudi v bistvu nudimo podporo za vse društva oziroma klube v lokalni skupnosti. Kako sodelujete v bistvu, kako sodelujemo pri tem in kakšni so največji izzivi pri vodenju športa v Trbovljah? Ja, seveda, mi kot zavod za šport, ne, pokrivamo tudi javnost športa, seveda moramo tudi v bistvu aktivno sodelovati z vsemi društvi. In lahko povem, da imamo 7 objektov v upravljanju, mogoče med največjimi, ravno poleg bazena, ki smo ga že omenila, je tudi športni park Rudar, je tudi športni park Ledenica, je tudi športna dvorana Polaj, skratka, imamo več teh objektov. In seveda z društvi, jaz bom tako rekla, no, tudi sama, ker sem pač delala tudi zelo aktivno v nogometnem klubu Hrastnik, v bistvu vem, kaj so njihove potrebe in na kaj treba biti pozoren, ne. Tako da skratka, sodelujemo dobro. Jaz mislim, da v bistvu in gremo nasproti, tudi na občini opozarjamo, kakšne so potrebe teh posameznih klubov. So pa seveda vedno neki izzivi, ne? Vsem ne moreš ugoditi vsem, sam ti le poznaš, postavljaš urnike, veš, da je za vse vedno premalo, vsi bi imeli še vsaj neki 2 dvorani, ne? V vsakem okolju, ampak nekje želimo, da v bistvu pač, bom rekla, nek fair play, da tisti, ki v bistvu so najbolj dejavni, ki imajo največ mladih športnikov, ki v bistvu pokrivajo v bistvu najbolj to množičnost, ne, tudi v bistvu dobijo dejansko največ podpore. Ne. Ja, v bistvu, kaj pa glede samih programov, že nekaj programov izvajamo, letos tudi čakamo še vedno Fundacijo za šport, ne, rezultate vedno
prihajajo vsako leto kasneje, se mi zdi, in kako bo letos to izvedljivo, oziroma katere programe smo prijavljali. Ja, sej tukaj bi mogoče ti celo več povedal, ker pokrivaš to dejavnost, ne? Ampak vsekakor je treba pač povedati, da mi kot zavod pokrivamo v bistvu te mlajše selekcije, v bistvu ta množičnost športa za mlade, za otroke, za vrtečane, spoznavamo se športom, ki je namenjen vsem otrokom vrtca brezplačno, da so res vsi vključeni in da imajo v bistvu tisti prvi stik, v bistvu tudi, kar se tiče posameznih disciplin, ne? Tako da je tukaj zelo zdaj intenzivno v bistvu sodelujemo z plezalnim klubom, ki v bistvu se lepo postavlja na noge, nas res veseli, mislim, da v bistvu tukaj ni treba skrbeti za napredek. Nogometaši so pa, bom rekla, v vseh krajih elita, ne zato, ker jih zdaj zastopam, ampak pač zato, ker je res najbolj množični šport. Enkrat so mi rekli, ko sem se malo pritoževala, saj veste, zdaj v osnovi sem plavalka, sodelujem pa pri množičnem športu oziroma pri ekipnem športu, kar je nogomet, so mi povedali, da pač nogomet ni šport, da je to nadšport, ostali športi pa pol pridejo kasneje. Tako da nekako sem se naučila tega tudi v teh letih, da je treba v bistvu tudi tukaj podpora in dajati in mislim, ta zgodba nogometa je res zanimiva. Če bi mi kdaj rekel, da bom tukaj sodelovala pri nogometu na različnih stopnjah, bi verjetno ne bi verjela, da je to sploh možno, ker mislim, da me v mlajših letih nogomet ni zanimal, ne. Ampak je pa v bistvu zdaj pripeljalo do tega, da pač ja, tukaj upravljamo športnim parkom Rudar, nogometni klub Rudar je zelo uspešen trenutno, veseli nas to, seveda s tem, ko so pa v bistvu bolj uspešni, se pa tudi zahteve v bistvu infrastrukture dajo na višji nivo, tako da tukaj bomo mogli neke stvari še pač urediti. Me pa veseli, no, da je to v bistvu zdaj, bom rekla, kar malo regijsko pokrivam, no, ker dejansko, kot sem omenila, nogometni klub Hrastnik na eni strani, ki sem aktivno sodelovala, na drugi strani zdaj v bistvu upravljavci smo tega nogometnega kluba Rudar, ki pomagamo pri infrastrukturi. Lahko se pa še pohvalim, da moja dva dvojčka sinova igrata pri nogometnem klubu Zagorje v članski ekipi, ne, tako da dejansko res regijsko poznam situacijo. Se pravi, poznate nogomet v Zasavju do potankosti, če se lahko malce pošalim. Ob tem je pa zanimivo tudi, da vaš partner je bil tudi rokometaš. Ja, tudi starejši sin. Tudi starejši sin, ne, hčerka plavalka. Ja. Tako da ste res v bistvu taka ena športna družina. Je pa v bistvu tukaj v zadnji še neka zgodba, ne, od vašega tasta. Kakšen športnik pa je on, oziroma kakšne rekorde postavlja, pri kakšnih letih? Ja, moj tast, dober danes je star, zdaj že star 86 let, vsa čast mu, ne. Ampak on je do nedavnega res obiskal veteranska svetovna tekmovanja v atletiki. Tako da v bistvu imamo ja to v genih in bil je tudi takrat še, bom rekla, bil prvak, podprvak v skoku v višino. Tako da si zamislite, da pri 80 skačete v višino, je verjetno kar neka, bom rekla. Ja, že meji na znanstveno fantastiko, ne? Ja. Tako da dejansko, ja, mislim, naši otroci res rastejo športom na vseh straneh, ne, tako kot si omenil. Na eni strani v bistvu smo rokometna družina, smo nogometna družina, ta plavanje nas skozi sledi, je še vedno, ne vem, če sem omenila že danes, tudi še vedno učim plavanje dojenčkov in malčkov, ja. Tako da jaz še vedno, bom rekla, tudi iz tega pogleda gledam, da je pač plavanje eden najbolj zdravih športov in predvsem tudi šport za, bom rekla, za starejša leta, ne. Tako da smo na vseh področjih smo, ja. Ja, ker trenirate, v bistvu učite malčke plavanje. Dojenčke tudi. Tudi dojenčke. Pomeni, da imamo stare dojenčke od 6 mesecev dalje, tako da mislim si lažje predstavljate vsi. Tako, in vemo, kako pomembno gibanje v bistvu za človeka. Zdaj, kdaj svetujete, pri katerih letih v bistvu začeti že z nekim osnovnim gibanjem oziroma s plavanjem, ki je odlična Ne, saj plavanje je v bistvu zdaj pač prva ta faza, ki jo lahko kot otrok še v bistvu ne hodi, ne more se plast, v bistvu pa lahko že čofota v vodi, ne. In se vemo, ne, v bistvu otrok pride iz vode ven in gre v vodo naprej in če je vse v bistvu prav in tako, kot mora biti, v bistvu so vsi
radi in sproščeni v vodi. Ampak kar je bolj pomembno, je to, v bistvu, da pustimo otroku čim dlje gibati, bom rekla, osnovne stvari. Nisem pristašica tega, da bi mogli pri 5 letih začeti trenirati nogomet. Jaz osebno menim, zato sem tudi, sej mogoče pa še to, jaz sem pred 15 leti ustanovila tudi šolo športa v Hrastniku. Jaz sem zelo vesela, da danes šola športa pa šola plavanja v Hrastniku še vedno delujeta, čeprav jaz nisem več del te ekipe, ampak verjamem, da smo jim dali eno tako zdravo osnovo. In kaj je bilo v bistvu te šole športa? V osnovi to, da v bistvu morajo otroci se najprej naučiti gibanja enih osnovnih elementarnih veščin, da morajo v bistvu najprej spoznavati gibanje kot tako, kot gimnastiko, kot atletiko, da se morajo naučiti pravilno skakati, teči, ker danes se nam dogaja, da v bistvu otroci prehitro grejo v eno smer in na koncu se ti naredi, da ko so starejši, govorim še vedno o osnovnošolskih letih, ampak da ne obvladajo nekih teh osnovnih veščin in v bistvu potem pridejo višje. In to v bistvu se na dolgi rok ne obrestuje. Jaz menim, da bi mogli otroci, in zato tudi spoznavamo športam v našem zavodu za otroke vrtca, najprej morajo v bistvu se malo igrati skozi šport, spoznavati v bistvu, kot sem omenila, osnovne veščine in v bistvu potem v tem nadgrajujejo. Oni, ko spoznajo v bistvu, tudi nič narobe ni, lahko povem tudi iz osebnih izkušenj. Otrok lahko trenira najprej, ne vem, gimnastiko, pa plavanje, pa potem gre v rokomet, pa nič slabši po rokometu v kasnejših letih. Če mu mogoče bo imel še boljše osnove. In mislim, da se starši prehitro usmerjajo v to, da bi zdaj pač vsi vidijo neke super športnike, super zvezde in ne dajo poudarek v bistvu v osnovi prvo temu, da je to druženje, da je to v bistvu gibanje in da je to v bistvu dejansko nekaj, da tudi otrok sprejema tam neka pravila igre, ki jih je danes premalo, in je preveč vključevanja staršev. To na dolgi rok sigurno ni dobro in bi bilo v bistvu dobro tudi, da starši razumeli, da za njihovega otroka je to naredijo več slabega, kot dobro kasneje. Tako, kot ste že omenili, v bistvu v tem današnjem času starši hočejo nekako, če karikiram, narediti novo zvezdo iz svojega otroka, vendar pa pri tem pozabljajo na tiste osnove gibanja, motoriko in osnove, da v bistvu, če v bistvu otrok pri teh letih ga sploh zanima določen dotičen šport. In ko smo pri teh zvezdnikih, poznate tudi Luko Dončiča osebno, če imate kakšno zanimivo zgodbo, pa kako je v bistvu Luka v privat življenju in kako ima, če ima dovolj prostora, tudi recimo, ko hodite na dopust skupaj, kako ga dojemajo. To se vidi, to se sliši, a mi to pač sicer, bom rekla, to je ena stvar, ki traja že zelo dolgo, to ni zdaj stvar, ne vem, zadnjih 2-3 let. Mi smo pač Luko spoznali v Punatu, ko je bil star, ne vem, 10 let star deček, in v bistvu je prišlo vse spontano, on je še vedno zelo dober prijatelj od mojega starejšega sina, še vedno se družijo, bom rekla, smo celo nekako vzgojili tak, ali pa ne vem, vzpostavili tak odnos, da je ga počutili, da smo imeli skozi ga kot za člana svoje družine. In vedno, ko pride, še vedno pride v Punat, še vedno se pač med njimi, jaz celo jih jemljem, kot da so bratje in sestre, pač z leti je to zdaj malo manj. Jaz hočem povedati, da smo ga poznali že odprej in ga poznamo v bistvu kot tazga, ne kot to, ko v bistvu drugi ljudje spremljate kot zvezdo. In on, ko pride k nam, oziroma kadarkoli se to pač zgodi, zdaj seveda je tega manj, še vedno je pač eden od nas. In v bistvu mu najbolj pomeni to, da se lahko normalno pogovarja vse preproste stvari, tako kot vsi ostali. Zdaj midva se v bistvu že približujeva koncu. Zdaj za na konec me zanima še recimo vaše videnje tega podcasta in pa tudi recimo kakšni so plani za naprej v ZMŠT-ju in neka taka zaključna misel. Zdaj si mi dal kar več vprašanj v enem. Mislim, zdaj, ker se tiče v bistvu samega ZMŠT-ja, zavoda našega,
Lahko povem, da v bistvu vedno znova dobivamo nove naloge, se širimo in ja, zadeva postaja vsak dan bolj zahtevna. Seveda, turizem je prinesel tudi svoje. Dejansko je tudi res to, da v bistvu se vključujemo skozi več projektov, skozi več ljudi, ali pa bom rekla partnerjev, si želi nas imeti v svoji zgodbi, ker v bistvu prepoznavajo, da lahko neke skupne zgodbe dobro naredimo. Tako da tukaj smo po eni strani malo omejeni kadrovsko, bomo mogli tudi v tem smislu malo še dodatno. Imamo zelo uspešno ekipo, jaz moram pohvaliti še enkrat tukaj naše zaposlene na vseh področjih, ki v bistvu si pripravljeni tudi širiti to svojo, bom rekla, svoje delovne naloge, ker se nam vedno kaj ponuja. Smo pa seveda na eni strani tudi previdni, kaj še zmoremo, ker tisto, kar v bistvu se odločimo, da bomo delali, delamo dobro. In to verjamem, da mora biti tudi v bistvu naša naloga vnaprej. Vprašal si me pa še kaj? Ja, v bistvu še kakšno zaključno misel. Tako, v podcastu in dejansko. Vesela sem, da smo danes uspela tole izkoristiti, malo predstaviti tudi v bistvu te dejavnosti, ki jih izvajamo. Jaz verjamem sicer, da veliko ljudi nas že pozna, bi si pa želela mogoče, da še kdo tudi nas malo kaj spremlja. Še enkrat dobrodošli v poletni oder. Se bliža, verjamem, da bo marsikaj zanimivega. Tako je, že v petek 26. Se letos otvori že 5. poletni oder, kjer res super sodelujemo z Delavskim domom Trbovlje. Tako da vabljeni vsi, prvi gosti pa bodo LPS, skupina mladih iz Celja, ki jih seveda že poznate tudi iz Evrovizijskega odra. Tako da to je v bistvu to iz naše strani. Tina, še enkrat najlepša hvala. Hvala lepa in lep pozdrav vsem. Vabljeni.